povabila kar naslednjega, doktorja Miho Kosmača, ki je prav tako doktoriral na Fakulteti za humanistične študije v Kopru s temo primerjava odnosov jugoslovanskih in češko-slovaških oblastnih struktur do eksodusa iz cone B Julijske krajine in cone B svobodnega tržaškega ozemlja in izgona iz Sudetov. Ja, moja pozdravljanje najprej vsem skupaj, hvala za besedo. Doktorska dizertacija je bila narejena pod mentorstvom izrednega profesorja dr. Boruta Klabjana in so mentorstvom docenta dr. Gorazda Bajca. Glavni namen doktorske dizertacije je bil primerjati odnosa jugoslovanskih in češko-slovaških oblastnih struktur, da je izseljevanje prebivalstva iz dveh obmejnih območij, in sicer Sudetov, to je se pravi češkega dela Češko-Slovaške oziroma provinc Bohemije in Moravija in pa cone B Julijske krajine, ki kot vemo nastane po uveljavitvi Beograjskega sporazuma 9.6.1945 in pa cone B svobodnega tržaškega ozemlja, ki nastane po uveljavitvi mirovne pogodbe med Jugoslavijo in Italijo 15. septembra 1947. Razlogi za primerjavo kaže se odsotnost primerjalne perspektive pri obravnavi posledic druge svetovne vojne na območju Primorske in Istre oziroma bivše Julijske krajine, ker zgodovinarji v zadnjem času izpostavljajo nekatere skupne značilnosti v zgodovinskem razvoju obeh obmejnih območij Istre in Sudetov, ter ker v zadnjem času nekatere študije skušajo enačiti obedva obravnavana procesa in tako na primer iščejo elementi izgona v procesu eksodusa. Pri tem navajajo izvensodne usmrtitve v letih 1943 in 1945 oziroma tako imenovane fojbe, ter na splošno jugoslovansko povojno represivno politiko. Časovna omejitev raziskava časovno zajema obdobje od konca druge svetovne vojne v Evropi do sredine leta 1948. V tem letu je prišlo do resolucije Informbiroja, ko je komunistična partija Jugoslavije izključena iz te istoimenske organizacije. Februarja istega leta pa je prišlo tudi do političnih sprememb v Slovaški, ko so komunisti izkoristili politično krizo in izvedli državni udar, ter si tako pridobili popolno oblast. Kot je znano, pa je izseljevanje iz Istre in pa tudi Sudetov sicer se nadaljevalo tudi v poznejših letih. Če nakratko povem še nekaj o metodologiji, doktorska dizertacija je nastala na podlagi primerjalne metode in kritične analize ter interpretacij arhivskih virov in literature. V dizertaciji sem pa upošteval predvsem izsledke študij, ki se ukvarjajo s preučevanjem obmejnega prostora, migracij prebivalstva, prisilnih migracij in pa tudi etničnega čiščenja v srednji in vzhodni Evropi. Dizertacija je podkrepljena predvsem s primarnim arhivskim gradivom, ki se hrani v arhivih v Beogradu, Zagrebu, Pazinu, Rimu, Ljubljani in Kopru. Vloga češko-slovaških oblasti pa je osvetljena predvsem s pomočjo kritične analize literature in pa zbirk arhivskih dokumentov iz čeških arhivov, ki sta jih izbrala in uredila Adrian von Armburg in pa Tomas Stanek. Kot vidite, sem pa še uporabil nekatere druge zbirke arhivskih dokumentov. Če nakratko predstavim raziskovalna vprašanja in glavne ugotovitve. V prvem vprašanju sem se ukvarjal predvsem s terminološko razlago izseljevanja iz Istre in pa izgona iz Sudetov. To je ena izmed glavnih ugotovitev, da uporaba izraza eksodus ni pravilna, ker prikrito namiguje na mistifikacijo izseljevanja prebivalstva iz cone B Julijske krajine in cone B STO. Termin beg prebivalstva v primeru Češko-Slovaške ustrezno uporabljati za čas pred majem 1945, ko so ljudje bežali najprej pred umikajočimi se nemškimi enotami,
nato pa pred prodirajočimi enotami Rdeče armade. V maju leta 1945 so češko-slovaške oblasti izdale več zakonov, s katerimi so legitimirale izgon tako imenovanih izdajalcev Republike iz Češko-Slovaške. Zato bi v tem primeru bilo primerneje, predvsem zaradi zakonskih ukrepov, uporabljati izraz prisilni izgon. Kakšna je bila vloga tako imenovanih velikih sil pri izseljevanju prebivalstva z območja Istre in Sudetov? Na mednarodni ravni je treba predvsem izpostaviti načrte zaveznikov, ki so se oblikovali že med vojno in so predvidevali oblikovanje homogenih nacionalnih držav po koncu druge svetovne vojne. Vendar teh politik slednji niso udejanjili sami, temveč so izvedbo prepustili oblastnim strukturam na nacionalni oziroma lokalni ravni. Izpostaviti pa velja tudi vpliv hladne vojne na obmejno območje Istre in Sudetov ter geostrateški pomen teh dveh območij za vele sile, ki se je kazal še zlasti na Pariški mirovni konferenci, na kateri so še zlasti Anglo-Američani zagovarjali tudi princip tako imenovanega etničnega ravnotežja. Kako so jugoslovanske in češko-slovaške oblastne strukture gledale na proces izseljevanja? No, v primeru češko-slovaških oblastnih struktur se kaže, da so predvsem spodbojale proces izseljevanja prebivalstva. Vloga centralnih oblasti v Pragi se kaže predvsem v tem, da so prisilni izgon prebivalstva legitimirale s tako imenovanimi Beneševimi dekreti. Obenem pa so s političnim in pa diplomatskim delovanjem skušali vplivati na odločitve zaveznikov glede izgona prebivalstva, predvsem v času pred Poznansko konferenco ter tudi v razširjeni propagandi v tako imenovani kolektivni krivdi. Centralne oblasti v Pragi so izvedbo prisilnega izgona prepustili ljudskim odborom oziroma organom na lokalnem nivoju, zato se ta proces ni pričel v vseh krajih istočasno in je trajal različno dolgo. Prisilni izgon je od maja do decembra leta 1945 potekal neorganizirano, nenadzorovano in so ga zaznamovali številni ekscesi nad prebivalstvom. V letu 1946, ko so zavezniki tudi uradno odobrili organiziran transfer prebivalstva, kot ga imenujejo v Poznanskem protokolu, pa je prisilni izgon v Češko-Slovaški potekal nekoliko bolj organizirano in nadzorovano. Vodilno vlogo pa so še vedno imeli lokalni odbori, pri tem pa so zavezniki dejavno sodelovali z nadzorom in pa pomočjo pri organizaciji transporta in oskrbe beguncev, potem, ko so slednji prispeli v okupacijske cone Nemčije. Pomembno ugotovitev doktorske dizertacije je, da so se jugoslovanske oblasti na ravni partije, vojaške uprave in OZNE zavedale neustreznosti odnosa do prebivalstva, še zlasti italijanskega, saj je ta med drugim imel vpliv na proces razmejitve z Italijo. Iz tega razloga so centralne oblasti skušale s spremembami v upravi na nekaterih položajih ter zapozarjanjem nižjih ravni oblasti vplivati na to, da bi se v odnosu do prebivalstva dogajalo čim manj nepravilnosti. Hkrati so jugoslovanske oblasti predvsem z administrativnimi ovirami zavirale proces izseljevanja iz Istre. V času pred mirovno pogodbo leta 1947, predvsem za vračanje prepustnic oziroma omejevanjem prehoda preko demarkacijske črte, z določitvijo maksimalno vrednosti lastnine, ki jo posameznik ob izselitvi lahko odnese s seboj, in pa po mirovni pogodbi, ki je bila podpisana po Emirizu leta 1947, pa tudi za vračanjem opcij. Vse do sporazuma med Ivekovićem in Sforcom, ki je bil podpisan 23. septembra 1945, ko pa so se jugoslovanske oblasti obvezale, da ne bodo rešile oziroma zavrnile več kot 200 opcij. Ali je prišlo do razlik med dokazi, ki so bili izdani s strani centralnih oblasti in njihovim izvrševanjem na lokalnem nivoju? No, na obmejnem območju Češko-Slovaške se kaže, da so oblasti imele največ držav tam, kjer so bile slabo zastopane med vojno, ter v krajih, kjer niso imeli na razpolago dovolj zanesljivih posameznikov. Tako v Istri kot v Sudetih se kaže pomanjkanje ustreznega kadra na ravni ljudskih odborov,
tudi zaradi politične, ideološke in družbene oziroma razredne ureditve obeh povojnih režimov. Na ravni lokalnih odborov je do največ nepravilnosti prihajalo zaradi zamenjava pozicije oblasti in s tem povezanim osebnim obračunavanjem, predvsem v zvezi med vojnimi dogodki. Delo v ljudskih odborih je bilo slabše tudi zaradi občasnega pomanjkanja, nadzora in kaznovanja strani višjih ravni oblasti. Še posebej ob koncu vojne se kaže, da je do nepravilnega ravnanja s prebivalstvom prihajalo tudi zaradi velikega števila različnih organov, ki so delovali na obmejnih območjih Istre in Sudetov. Njihovi pristojnosti so se večkrat mešale, oziroma razmejitev nalog ni bila jasna. Večkrat se je tudi videlo, da se v bistvu tudi ni vedelo, komu so posamezni organi odgovorni. Kaže se pa tudi nezmožnost izvrševanja ukazov in različno tolmačenje le-teh na ravni ljudskih odborov. Ali so jugoslovanske oblasti izdale podoben akt, kot so ga na češko-slovaškem Benešovi dekreti? No, v primeru Jugoslavije o takem zakonu ne moremo govoriti. V literaturi je sicer največkrat moč zaslediti primerjavo z Avnijskimi sklepi, ki pa, kot vemo, zadevajo predvsem izgon Nemcev. Ko je govor o eksodusu, pa je mišljeno predvsem izseljevanje italijanskega prebivalstva. Slednjemu so po vojni jugoslovanske oblasti tudi v Avnijskih sklepih, vsaj v teoriji, omogočile demokratične pravice, saj so jih smatrali za narodno manjšino. No, ali so italijanske oblasti, redentistične organizacije in tudi jezerske organizacije spodbujale proces izseljevanja? Tu je obravnaval predvsem izselitev prebivalstva iz Pulja, kjer se kaže predvsem finančna in organizacijska pomoč italijanske vlade. Pri sami selitvi pa je na to sodeloval tudi lokalni odbor narodne solidaritve oziroma CLN, odbor Legije Nacionale in pa tudi italijanski Rdeči križ. Sama organizacijska in pa tehnična pomoč pa je bila v bistvu tudi strani zavezniške vojaške uprave. Slednja v bistvu precej pomagala tudi pri samem obveščanju prebivalstva v zvezi z selitvijo, saj je v bistvu na ta način omogočala, da je bila sama ta izselitev postavljena na temelj plebiscitarnega odhoda, kajti celoten načrt izselitve, ki se je pričela 27. januarja 1947, pa je bila dejansko pripravljena že pred tem, saj so prvi pogovori med Anglo-Američani in pa italijansko vlado potekali že v juniju leta 1946. No, za ostale dele Istre in pa Slovenskega primorja pa je izseljevanje prebivalstva italijanska vlada skušala spodbujati predvsem z mrežo lokalnih odborov CLN, pa tudi z recimo drugimi tako imenovano reakcijo, kot so jih označili na strani protijugoslovanskih organizacij, katerih v bistvu delovanje je bilo zelo razvijeno. Pod to oznako so recimo jugoslovanske oblasti uvrščale še avtonomaše na reki v Pulju. Zelo dejavno pa je bilo tudi delovanje demokrščanske stranke, pa še zlasti tudi duhovščine v coni A. Predvsem se to kaže na primeru Reke, Umaga, Vodnjana, Pulja in Kopra. No, kateri so dejavniki, ki pa v bistvu sedaj onemogočajo objektivno kvantifikacijo eksodusa in izgona? Tu se kaže predvsem problematika popisov prebivalstva, ki so nastali med različnimi upravno-političnimi pa organizacijskimi delitvami. Kaže se tudi vpliv izseljevanja in preseljevanja v obdobju med obema vojnama, določeno pomanjkanje arhivskega gradiva in pa predvsem tudi specifičnost samih obmejnih območij je potrebno upoštevati, saj je za to območje značilna etnična heterogenost, mešane zakonske zveze in pa tudi prisotnost lokalnih identitet. No, če nakratko še povem izvirni prispevek, znanost je predvsem primerjalni metodološki pristop,
analiza novega arhivskega gradiva, sama terminološka razlaga, s katero se do zdaj nismo veliko ukvarjali. In pa samo ugotovitev, da pri obeh volitvah ni šlo zgolj za proces, ki bo potekal na nacionalni bazi, kot je večkrat predstavljeno. Hkrati sta dva procesa vršena v širši evropski kontekst, se pravi migracije prebivalstva po drugi svetovni vojni iz srednje in vzhodne Evrope. Vzroke za povojne migracije prebivalstva je potrebno iskati tako na mednarodni, nacionalni kot lokalni ravni. Hkrati je pa tudi proces izseljevanja iz Istre potrebno razdeliti na več delov, predvsem na temelju geografskih in pa časovnih ločnic. Hvala.